Danes so predstavniki prometne šole v Mariboru organizirali slavnostno akademijo, s katero slavijo 60. obletnico ustanovitve. Zanjo so se nekaj mesecev pripravljali in povabili eminentne goste, med drugim tudi predsednika države. Ta prireditev upam, da bo uspela. Dijaki, študentje se pripravljajo že kar nekaj mesecev, nekaj filmčkov so tudi naši študentje posneli, tako da bo vmes med prireditvijo tudi filmčki. Dijaki in študentje so pri pripravi današnjega programa aktivno sodelovali, radi pa se vključujejo tudi pri drugih priložnostih. Sodelujem pri nastopu, ki ga imamo danes v kadetnici, v svoji igri, kjer igram, ko predstavljam, kako je bilo v šoli nekoč in kako je danes. Sodelujem pri pripravi ter pomagam gospem kuharicam pri postrežbi gostov. Zgodba prometne šole se je začela davnega leta 1958, ko so v Mariboru ustanovili oddelek takratne železarske prometne šole v Zemunu. V teh letih se je nabralo kar veliko izjemnih uspehov te šole, veliko lepih zgodb, ki so sooblikovali tako bivši zaposleni kot sedanji delavci šole. Poklici, za katere se dijaki in študenti izučijo na njihovi šoli, so med najbolj iskanimi v Sloveniji in Evropski uniji. Logistika, varovanje in varstvo okolja so namreč po njihovem mnenju med perspektivnimi panogami. V letošnjem letu obeta v Sloveniji 3000 delovnih mest v logistiki, kar je zelo pozitiven signal. Kot eno dobro stvar vam lahko povem, da je veliko zanima za to vrstne kadre tudi sosednje Avstrije. Tako bomo že naslednji teden podpisali en sporazum sodelovanja z podjetji iz Avstrije, ker želijo, da določene kompetence, ki jih potrebujejo za svoje delovanje, vključujemo v naše izobraževalne programe. Poleg današnje prireditve bodo v jubilejnem letu organizirali še vrsto drugih dogodkov. V letošnjem letu bomo imeli mednarodno strokovno konferenco, potem bomo pripravili tudi noč pred lokomotivo, pred našo šolo, tako za dijake, potem jeseni pripravljamo še razstavo slikarja, ki je predsednik Društva koroških slikarjev, in pa upamo, da nam bo uspelo jeseni pripraviti še dobrodelni koncert. Šola med drugim svojim dijakom in študentom ponuja še možnost bivanja v dijaškem in študentskem domu. Lahko pa si pridobijo tudi izobraževalne izkušnje in opravijo praktično delo v tujini.